Ena od možnosti za kadrovsko okrepitev je sodelovanje s šolskimi ustanovami kot valilnicami bodočih kadrov. Tako so na vsakoletni dan odprtih vrat v vojašnici Franca Uršiča vnovič gostili dijake novomeškega šolskega centra. Ogledajo si lahko delovanje enot iz vojašnice, inženirskih čet, z vožnjo s čolnom ali pa na stroje, ki imajo inženirci. Potem lahko si gledajo napravo za prečiščevanje vode, ki so jo pripeljali 670. logističnega polka iz Slovenske Bistrice. Mladi, tako Maraš, se morajo zavedati zgodovine slovenskega naroda tudi na vojaškem področju. Zato jim je treba pokazati delovanje Slovenske vojske in celotnega obrambno-varnostnega sistema. Načeloma se mi zdi tu zelo redo in vse, zelo se tudi potrudijo, da nam vse to prikažejo. Do zdaj smo imeli prikaz bojevanja v bistvu in kako to vse poteka, drugače pa imamo ogled teh raznih vozil, pa tudi imamo orientacijski tek in pa razne igre. Povezane z vojaškim delom, v katerih so se preizkusili dijaki. Slovenska vojska potrebuje nov kader, poudarja poveljnik, zato je pomembno predstavljati poklic vojaka. Obramba je pomemben element. Drugi zadeve je to, pa da se lahko naučijo določenih stvari v 5-letni ali pa 10-letni pogodbi v zaposlitvi Slovenske vojske in potem, če se tu najdejo, gre lahko potem v druge poklice. Vojska mi je kar zanimiva, mogoče bi še malo probati, da bi treniral, da bi se malo bolj, da bi razumel, če in se gre. Kot služba pa ne vem, če bi bil. Mladi se strinjajo, da bi se v vojski naučili predvsem discipline, je pa delo vojaka po njihovem tudi nevarno in posledično preslabo plačano.